Preden pa nastane fursuit, si člani, specifično člani si izberejo na začetku neko fursono. Neko persono, ki je v bistvu samo... Persona? Persona je. Ne persona, ampak persona, ki je individualen ki je nekak izraz osebnosti živalskega lika, ki ga želiš nekako upodabljati. In ta persona ima lahko osebnost, ki se razlikuje od tvoje javne osebnosti in pač seveda lahko izgleda, oziroma je pač nekega živalskega izvora, kakšnega koli. Right? In vidva imata pač neko specifično, verjetno primarno persono, ampak člani imajo lahko pač več person, kar razumem, in lahko so samo digitalne, se pravi primarno se pojavljajo, ne vem, znotraj umetniških del ali pa VR chat in tako naprej, lahko se pa manifestirajo pač dejansko fizično obliko, ne, na ta način. Koliko person ima ta vidva in zakaj ste mogoče specifično izbrala te dve personi? Ja, kakšen je tudi postopek? Ta žival morda tudi specifično. Ja. Ok, tle smo zdaj odprli tako eno doktorsko dizertacijo psihologije. Tle se lahko zdaj 1 uro pogovarjamo o coping mehanizmih, a ne? Zakaj ljudje dajo maske gor? Welcome to fandoms, a ne? Načeloma persona je nastane v večina primerih, mislim, da zelo casually. Jaz sem večkrat probal, bom rekel, tako sforsirati, narediti neko persono in to je izredno težko. Ponovadi ali neka žival, ki ti je ful všeč, neka žival, ki te karakterno predstavlja. Lahko je pač čist nek random prebliska, ne? Da pač narediš neko persono, ne? Ki te, bom rekel, kolikrat toliko predstavlja, oziroma to je pol tvoj tist face on the internet pogosto. Ne? Kako prideš do tega? Jaz, ko sem se aktivno vključil v fandom, takrat, če nisem imel tisti lurking age, nisem imel neke persone razdelane, imel sem eno profilko enega tako generičnega belega zajca, ki sem ga najdel na 15. strani Googla. Ta zajc izhaja iz Space Jama? Ne. Velika noč, ko smo realno. To je Matrix, Follow the White Rabbit. Ne, ta zajc izhaja iz tega, da sem šel na Google, napisal besedo crispy, šel na 15. stran Googla in najdel neko stvar, ki je izgledala približno kot ikona. In to je bila neka mala ameriška firma, ki je proizvajala kosmiče za zajtrk. In ta zajc je bil zraven, jaz sem ga zrezal ven, da so moj profile picture. Kako je Crispy sploh nastal ime Crispy in zakaj je potem to postal zmaj, vzhodni zmaj? Crispy je v bistvu bilo moje pač internet name že pred samim fandomom in je v bistvu nekak popačenka mojega pravega imena. In je pač čist neka intern joke, ki se je zgodil enkrat v pivu. Ko sem pol prišel do tega, v bistvu jaz sem kar par likov dal že prej čez. Ta zmaj je v bistvu začel na začetku kot mačka. Ta zmaj je bil kar nekaj časa mačka. V bistvu njegovo original ime je bilo Circle, ampak ker smo vsi na internetu poznali kot Crispy, se je pa tu nekako obdržal. In v neki točki, ne vem, nisem bil toliko zadovoljen, zdaj se mi, da mačka ni najboljša predstava mene, ker ne vem, cel dan ležim na kavču in se dolgočasim. Je pol v neki, je v bistvu tako malo funny storija, da mi je nekdo rekel, ko sem rekel, kako bi me opisal, nekdo rekel, you're a loud money grabbing bitch. Sem rekel, tu perfektno opišeš zmaja. Why not? A je to dejansko osebnost tega zmaja? A je to persona, ali je to dejansko ti, ki samo, dejansko samo izražaš se, pa je samo fizično si drugačen? Ne, to je v bistvu samo nek mim je bil, ki je pol rato realnost. Why not? A moraš pol igrati, ko daš sud gor neko vlogo, se ti zdi, da se malo spremeniš, Crispy postane nekdo drug kot ti? Ne bi rekel, da postane nekdo drug, ampak definitivno je pa, malo dobiš tega malo bolj otroškega občutka. Go back in time, še feeling 15 again. It's fun. Torej nek drug aspekt sebe izraziš. Ja, točno to, ta inner child mogoče malo vržeš ven, pa se pač malo zabaš. Dejansko je stvar sam full fun. Pa verjetno si veliko več upaš, ker pač maska pa kostum.
kako bi rekel? Upaš. Pač What am I supposed to do? Pravi v monotonosti življenja nimaš veliko priložnosti izraziti pač tega aspekta svoje osebnosti, ko greš v službo, v trgovino, v karkoli, tam ne moreš se pač glih obnašati kot Crispy, naprimer. Oziroma, če bi prišel kot Crispy, potem bi se lahko. Ampak ja, dejansko, ko daš masko gor, potem pa se čutiš, now I can really get into gear. Kaj pa vem, jaz se zdi, da ko dam masko gor, sem še zmeri precej jaz. Sam pač ne vem, nekako zabavno je pač samo hoditi okol, malo mahati folku, ljudje te imajo radi, ti pridijo objeti. It's cute. It's cute and fun. Pač ni kle nekih zdaj neke hude psihologije, da bi tu uporabljal kot hočem masko, hočem zamenjati mojo osebnost. Ja, travmo si potlačil. To neko travmo tlačiš, čeprav je tu, bom rekel, načeloma, vsaj kakor jaz vem, eden od razlogov, zakaj se ljudje spravijo v fandom, je pač neko izražanje neke alternativne osebnosti, ki jo mogoče nečejo.